Zbornik podobnih razsežnosti je sicer izšel ob 600-letnici Novega mesta leta 1965. Urednik Novega pa je Mitja Simič, sicer dejaven član društva Novo mesto. Ta zbornik večji, obsežnejši, kompleksnejši in tudi zajema širši spekter vseh možnih dejavnosti v Novem mestu. Vemo, od zgodovine, regionalizma, potem prostora, zdravstva, šolstva, umetnosti, različnih smeri, religije, športa. Društvo Novo mesto je že vsega nastanka zavezano tradiciji, kontinuiteti in tukaj mislim, da smo se zelo potrudili, prevzeli odgovornost kot nevladna organizacija, da nadaljujemo to izročilo naših prednikov in tradicijo. V pogovoru z urednikom zbornika je sodeloval zgodovinar Aleš Gabrič, ki meni, da je bilo Novo mesto do leta 1965 kulturna prestolnica Dolenjske in širše, potem pa se je usmerilo na novo pot. Po prihodu ceste Bratstva in enotnosti, torej potem, ko dobi pravzaprav sodobno, najmodernejšo cesto do najbolj razvitih jugoslovanskih gospodarskih središč Novo mesto, se seveda začne en do takrat neviden, neslišan, pravzaprav hiter gospodarski razvoj. Sedaj je po Gabričevem mnenju spet treba več narediti na področju družbenega in kulturnega razvoja mesta. Simič pa ugotavlja, da je med Novomeščani čutiti vedno večjo pripadnost mestu. Ta zbornik pokaže, da mesto je živo mesto. Dejansko te zadnjih 50 let ni bilo nikjer obdelanih celovito in na enem mestu, tako kot smo zdaj. In če se sprehodimo skozi zbornik, vidimo, da je bilo to mesto izredno dejavno na različnih področjih, tukaj dejansko prekipeva od življenja in dogajanja. In to smo hoteli s tem zbornikom tudi pokazati, dodaja.